Dober dan vsem skupaj. Lepo in hvala, da ste prišli na otvoritev, bom rekel, prijatelja Francija Zavodnika, ki ima v soboto 70 let, tako da mu čestitam. In sem vesel, da sva uspela na pobudo Slavice organizirati razstavo tudi tukaj v tej naši galeriji. Seveda danes je 8. marec, se pravi ženskam čestitke in voščila ob njihovem prazniku. Tako da jaz bi zdaj za začetek bi prosil Mateja, našega predsednika, da bi mogoče par besed spregovoril. Hvala lepa, Dušan. Veseli me, da ste se odzvali v takem številu. Tudi jaz čestitam vsem ob dnevu žena in upam, da boste na svoj ženski način, ne pa z bojem, uspeli prepričati ostali del populacije, kaj vse je potrebno še storiti, da bomo kar se le da enakovredni in enakopravni v naši družbi. Tudi mi pripadamo ranljivim skupinam, kot jih nekateri imenujejo, in poskušamo dopovedati raznim akterjem, kaj vse bi bilo dobro še storiti za kakovostno in boljše življenje. Jaz upam, da je naša zveza Društvo slepih in slabovidnih Slovenije na pravi poti, kajti poskušamo se tudi mi odpirati in premoščati bariere med nami in drugimi, da tako rečem, in tudi današnja prireditev je po mojem korak v pravo smer in čestitam vsem, ki ste jo pripravili, da vam je to uspelo. In upam, da boste tudi vsi obiskovalci uživali v tej razstavi. Hvala lepa vsem. Hvala, Matej. Ja, jaz sem zelo vesel, da glih na dan žena odpiramo tole razstavo Koronski šopki. O nastajanju bo potem na koncu povedal Franci, ko vas bo tudi peljal po razstavi. Zdajle bi dal pa besedo moji prijateljici, magistri umetnostne zgodovine Olgi Pavlič, ki bo predstavila Francija, ker Francija je navsezadnje njeno odkritje, bo povedala. No, in potem pa bom prosil gospo Vlasto Nussdorfer, pisateljico, prijateljico slepih, bivšo varuhinjo človekovih pravic, da bo otvorila razstavo. Za konec pa seveda ne gre brez mojih prijateljev, za koncev Šernek, ki bosta pač ene 3 pesmi zapela, predno gremo z Francijem po razstavi. Izvoli, Olga. Hvala, Dušan, za lepo predstavitev. Me veseli, da sem Francijo odkrila, ampak malo je prepozno prišel na teren, ker prej sem odkrila mojega moža, ki ga imam že 52 let. Moram reči, da ima moj mož z mano veliko potrpljenja, nikoli se mu še nisem javno zahvalila, ampak danes je prilika, da to naredim, ker jaz veliko delam, on mora veliko pomagati, pa še kuhati mora. No, pokaži se, Valter. Ja, tale gospod, pokaži se, tale gospod. Lepo vse pozdravljam, me zelo veseli. Vidimo tudi naša legenda, Ivo Danev je z nami. Fino, super, krasno, da vas zanima umetnost. Ja.
Tudi jaz sem igrala košarko, ustanovila gimnazijo Šiška s športnimi oddelki in se čutim zelo povezano s športom, kar mnogi tudi vedo. Danes smo na otvoritvi zanimive razstave fotografij in koronskih šopkov, ki so prav nalašč na današnji dan. Šopki in dan žena in pa Franci Zavodnik, ki bo vsak čas star 70 let. Kot je napovedal že Dušan, sem umetnostna zgodovinarka in sem sočasno tudi že 18 let mentorica na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer imam zelo aktivne študente, upokojence pri različnih projektih. Eden zadnjih je bil še Nevidena Ljubljana. Napisali smo tudi knjigo, v kateri smo pisali spomenike, ki jih videvamo vsak dan, tudi že 100 let, ampak jih ne opazimo in kar hodimo mimo njih. In tako smo prišli v Vižmarjah do spomenika koroni, ki ga je naredil Franci Zavodnik. Jaz sem potem čisto tako kot Sherlock Holmes iskala malo tu, malo tam, malo po internetu in ga potem izsledila v Vižmarjih v mizarski delavnici. Franci je po izobrazbi mizar, ampak z velikim srcem tudi umetnik. Je poseben človek, človek z iskro v očeh, v vsakem trenutku je ustvarjalen, z veliko idejami in ko vidi kakšen nov predmet, malo drugačen predmet, že razmišlja, kaj bi lahko iz njega tudi naredil. Ko govoriš z njim, imaš občutek, da imaš življenjske energije in ustvarjalnosti na pretek. Ne pleteniči z besedami, je mož dejanj, hitro lahko opaziš njegove odlike, kot je iznajdljivost, delavnost, točnost, urejenost, odgovornost in vsestranskost. In veliko pripadnost tudi športu. V opisovanju samega sebe je skromen, potrebna so vprašanja, ob katerih se odprejo zgodbe, ki mu ožarijo obraz. Je prijeten sogovornik in tihi umetnik. Rodil se je v mizarski družini in je že 3. generacija mizarjev. Njegovo delo in družinsko delo nadaljuje njegov sin Boris, medtem ko je pa njegova hči, akademska slikarka Ladijana Vičaj, podedovala očetov ustvarjalni dar. Danes je to moje že 3. javno nastopanje s Francem Zavodnikom. Najprej sva sodelovala pri predstavitvi njegovega dela v našem raziskovalnem projektu. V tej knjigi, ki sem vam jo pokazala, je na strani 137 na 4 straneh opisano. Potem smo sodelovali na predstavitvi v Mestni hiši, ko smo predstavljali svoj projekt Še nevidena Ljubljana v Plečnikovem letu in na to pripravili razstavo v Finžgarjevi galeriji, pri katerem nam je Dušan izredno pomagal. Sledila je otvoritev razstave fotografij in šopkov v galeriji Guncle. Mi smo bili otvoritvena razstava, no in danes smo tukaj. Zdaj, če bo še kakšna razstava, Franci, sem vam na razpolago, zdaj sem že čisto upeljana. Menim, da bodo za mnoga med vami koronski šopki izjemen primer razstavljanja umetnin, ker se jih boste lahko dotikali in skozi otip sprejemali njihovo obliko in sporočilnost. Upam, da boste na razstavi prepoznali različne cvetlice in umetnikov namen iz odpadlega materiala predstaviti lepoto cvetja. V pogovoru pred otvoritvijo mi je Zavodnik zaupal, da je začel ustvarjati že kot šolar. Potem malo več v 1970 letih, v 1980 letih je začel pa že tudi razstavljati. Njegov veliki vzornik in tudi domači učitelj je bil akademik in umetnik Janez Bernik. Med obema se je razvil prav poseben odnos, kot med očetom in sinom.
Skupaj sta kiparila, večkrat mu je bil Berni kritično oko pri njegovih fotografijah. Učil ga je kompozicije in opozarjal na napake. Njegove prve fotografije so bile analogne. Verjetno poznate, kaj je to analogna fotografija in kaj je to digitalna. In za analogno sigurno se je treba zelo, zelo potruditi. Bernik je večkrat rekel, da bi bil rad mizar. Zavodnik pa mu je odvrnil, da bi bil rad slikar. Pravi, da je pri Berniku naredil praktično slikarsko akademijo, saj je ob njem zorel in odkrival lastno ustvarjalnost. Prva desetletja je na fotografski filmski trak lovil čudovite in enkratne trenutke prebujenih juter, zapuščene in propadajoče kozolce, obcestna razpela in kapelice, v nedeljah pa je fotografiral v Plečnikovi Ljubljanici, ko je šel na Bolšji trg. A takrat ste ženi ušli. V naravi je našel različne materiale, ki jih je uporabil pri svojem ustvarjanju. Tako so nastale jaslice, ladje, cvetlice in nazadnje koronski šopki. V času korone se je sprehajal v Vižmarjih ob železniških tirih in videl v odpadlem železu cvetlične oblike in začel najprej ustvarjati posamezne cvetlice in povedal mi je, da njemu je najljubši osad, meni pa sončnica. Vsak ima svoj cvet in verjetno tudi vi bi našli, ko si boste ogledovali razstavo, katera roža vam je najbližja. Sledili so koronski šopki in spomenik virusu korona 1920, ki ga je postavil v zahvalo medicinskemu osebju in vladi Republike Slovenije na vidno mesto v Vižmarjih. To je res enkratno in čudovito dejanje, da se posameznik odzove in se zahvali medicinskemu osebju, ki se je tako žrtvovalo za ves narod. Za današnjo razstavo v galeriji je naredil bela stojala za 10 različnih koronskih šopkov, na stenah pa je razobešenih 10 fotografij kot slike z belimi paspartuji, na katerih je v spodnjem delu tudi zavodnikov podpis. Okviri so beli, pa jih je seveda tudi sam naredil. Ko boste prepoznavali šopke, boste lahko občutili, kako realistično je upodobil posamezne cvetove in kako nazorno jih je povezal kompozicije. Uporabil je staro gradbeno železo in odslužene vijake z vižmarske železniške proge, ki jih je napravil okrog 300 kilogramov in znosil domov. Pravi, da jih je bilo mogoče celo več kilogramov. Hiša bi se sigurno potopila, če bi bila na vodi. Železniški vijaki so v njem zbudili močno željo, da s spomenikom izkaže hvaležnost vsem, ki so prispevali k obvladovanju epidemije in zdravljenju. Sporočilnost spomenika je prišla med ljudi s pomočjo medijev, ki so se na novo skulpturo široko odzvali. Odsluženi vijaki in staro gradbeno železo so s pomočjo zavodnikove domišljije njegovih spretnih prstov dobili nov pomen. Vsak šopek tehta od 15 do 20 kilogramov in je visok do 50 centimetrov. Pri varjenju mu je pomagal prijatelj Stane, prijatelj Frank, ki ga običajno tudi spremlja, pa je na pretekli razstavi povedal: lahko bi rekli, da je Franc postal ekolog, ki daje odvrženim predmetom nov smisel, povezuje jih, preseneča in navduši s kompozicijo navidezno in pomensko nezdružljivih ostankov preteklega in sodobnega časa. Številni šopki že krasijo zasebne vrtove, parke, eden je v parku Društva slovenskih pisateljev Pen na Tomšičevi ulici v Ljubljani. Želim vas pa tudi opozoriti, da so šopki preteklo leto osmislili
temo dnevov evropske kulturne dediščine, ki je bila vztrajnostna dediščina. Iz vloge zavržene tehnične dediščine je železo postalo del kulturne dediščine in kot tako bo vztrajalo še naprej. Zavodnik jim je vdihnil nov pomen, mi jim pa z današnjo prireditvijo utiramo pot v svet umetnosti. Franc Zavodnik, mizar in umetnik, hvala vam, da ste z nami in da ste pripravili čudovito razstavo v knjižnici Minke Skaberne. Hvala vam pa tudi, da bodo lahko člani Društva slepih in slabovidnih z otipom spoznali vaše cvetje in vaše šopke ter občutili lepoto narave. Čestitamo vam za vaše umetniške dosežke, občudujemo vaše ljubiteljsko in ustvarjalno delo. Naj še traja in razveseljuje vas in nas. Hvala vam, dragi obiskovalci, da ste mi prisluhnili. Gospa Vlasta, prosim. Spoštovani, cenjeni in dragi. Pravzaprav je najlepše priti na dogodek, kjer veliko ljudi poznaš. So tvoji prijatelji, so tvoji znanci ali pa stkeš nove vezi. In tako je bilo tudi danes. Kadar pokliče Olga, moja prijateljica, z njo vedno prihaja tudi Walter in to je vse res, kar je o njem povedala in še več lahko dodam, takrat ne moreš reči ne. Veš, da bo nek pomemben dogodek. In tokrat res nisem prvič na šopki gospoda Zavodnika. Lep dogodek je že bil in prepričana sem, da ste bili tisti, ki ste že videli del razstave ali še boste tisti, ki jo boste spremljali v prihodnji uri, ko se bodo šopki kar lepo predstavili očarani. Res je, poseben dan je danes in ko sem slišala, da bo to prav na 8. marec, sem si rekla, poglej, kakšno širino lahko ponudimo ljudem v idejah. Ni treba vedno govoriti o krivicah, o pravicah žensk, vse je pravzaprav povezano z nami vsemi. Ne gre ne brez žensk in ne brez moških. In zato sem pravzaprav zelo vesela, da sem spoznala tudi gospoda Zavodnika. Ko je bila pri nas korona in smo bili zaprti med 4 stene, iskali zdravnike, pomoč, vedno upali, da ne bomo zboleli, sem si rekla, nekega dne bo minila, nič nas več ne bo spominjalo na njo. A ni tako? Ostal bo trajen spomin. In res se vam zahvaljujem, da ste vse to, kar ustvarjate, ste velik umetnik, poklonili zdravstvenemu osebju. Vedno je tako v našem življenju, da ko smo zdravi, pravzaprav ne rabimo skoraj nikogar. Smo samozadostni, hodimo naokoli, zdi se nam vse tako zelo samoumevno. Ko zbolimo, pa je povsem drugače. In tako sem tudi probleme slepih in slabovidnih spremljala leta in leta. Ne zgolj kot varuhinja človekovih pravic, tudi že prej. Tako sem spoznala prijateljico Aksinjo Kermauner. Vedela sem, da bo danes tu, ker vedno, kadarkoli se dogaja kaj s slepimi in slabovidnimi, pride, ampak še ena posebnost, prinese vedno novo knjigo. Tako da se čudim, odkje in vse te. Ja, bravo, Aksinja. Poznam vas veliko, poznam tudi oba nastopajoča in prav vesela sem bila, ko sem jo videla in rekla, poglej, kako se vse prepleta. Bila sem na mnogih dogodkih in srečala mnoge od vas. In lep je ta svet. Lepo je, če se družimo, če praznujemo na posebne inovativne načine in današnji je zagotovo tak. Kadar govori Olga, takrat nimaš veliko za dodati, zato sem morala pravzaprav razmišljati, kaj bom sploh rekla, ker nastopam za njo. Tako lepo je vse povedala o umetnosti in res tudi Nevidena Ljubljana, njena knjiga in knjiga vseh, ki obiskujejo to univerzo za 3. življenjsko obdobje, je nekaj prav posebnega.
Zdelo se mi je, da ko hodiš po Ljubljani, vse poznaš. Kakšna ulica bi rekla, nisem sicer taksistka, da bi morala vse poznati, ker ne vem, kako bi bilo to. Ampak, ko pa ona spregovori o nevideni Ljubljani, ugotoviš, da jo ne poznaš. Da si tukaj že toliko let in desetletij, pa še vedno ne veš, kaj se skriva v kakšnem parku, ki je kakšen kip, tako da velja prisluhniti tudi tej knjigi in jo prebrati. Kot rečeno, vesela sem, da sem lahko tu med vami, da bomo še ostali in se sprehodili skozi prireditveni prostor in razstavo šopkov, ki je res neverjetna. Danes sem spet zaznala, kako visoki so in kako težki. Lahko jih primeš, otipaš, kot nalašč tudi za vas in za vse nas. Kajti včasih, ko samo gledaš vse to, si ne moreš predstavljati, kako je bilo to ustvariti. Kako nas bo to vedno spominjalo na korono in upam, gospod Zavodnik, da je to tisti spomin, ki bo ostal, korona se pa ne bo vrnila. Da upam, da smo jo nekako preživeli, preboleli in jo bomo tudi počasi pozabili. Torej, vidim vaše nasmejane obraze, polne pričakovanja, da boste stopili v sosednji prostor. Vesela sem, da sem tudi odprla novo svojo možnost videti še eno knjižnico. Če bi mi kdo rekel, bi celo trdila, da sem vse v Ljubljani spoznala in potem jo iščem tukaj na tej ulici, ni bilo prav težko. Čestitke tudi za vse to, kar nudite slepim in slabovidnim. Borimo se naprej, ustvarjamo in vsak dan, tudi 8. marec, je priložnost za praznovanje. Torej, odprli bomo še eno zelo lepo razstavo našega skoraj 70-letnika. Čestitka za oboje. Ne, veste, nisem želela ta lep dogodek izkoristiti, no, zato. Ja, ravno danes, no, ker so me povabili v oddajo Dobro jutro, je tiskar zelo pohitev in je rekel, če greste pa tja, vsaj nekaj izvodov knjige, kjer se še malo lepi barva na prste, vam pa dam. Res je, knjiga Moj pogled je išla danes. Zanimiva knjiga, piše tudi veliko o koroni in časih, ki smo jo preživeli. Kmalu bo tudi v knjižnicah in tudi v knjigarnah. Hvala, nisem mislila temu posvetiti. No. Ja, hvala, gospa Vlasta. Zdaj bi pa povabil za konca Šernek, da malo popestrita ta dogodek. Da pač svojo pesmijo. Potem, no, vmes, ko čakamo na Miran, bi pa rad v razmislek dal eno zadevo, ki sem se spomnil, danes je 8. marec in leta 1875, mislim, da je bilo, je poslanec Kramarič v takratnem parlamentu, ali karkoli je že bilo, rekel naslednjo misel. Strinjam se z dr. Blajvajsom, da učiteljice ne morejo imeti enako plačo kot učitelji, zato ker učitelj gre zvečer ven in mora nekaj pojesti, popiti, medtem ko učiteljica doma pospravlja, štrika in dela druge stvari. Izvoli, Mirjam. Zbrala in to se spodobi, da je svetjem v lepem skupnem, tako gre skupaj. Svetloba življenja je močnejša od teme. To je moj slogan in slogan, mislim, tudi vseh nas, ker vem, da vsi delamo na tem, med tem povezovanjem, med sebojno komunikacijo in stopimo naprej en korak vsi in podremo tiste pregrade in stereotipe. Zdaj pa za začetek Pastirček Belokranjska. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Pastirče mlado in milo,
Ta pesem pravi, ona ljubi drugoga. Ampak, jaz pa pravim, mi smo najrej čokolado in moža. Zdaj pa gremo v Mamici. Pesma Mamici je pravzaprav naša prva slovenska slepa pisateljica, ki dajemo čast. In je pravzaprav napisala veliko pesmi in od teh nekaj je tudi uglasbenih, med drugimi je tudi Mamici. Sladko tvoje je ime, mehke tvoje so roke, zlato tvoje je srce, mamica moja, mamica moja. Mile tvoje so oči, v njih dobrota se blesti, težke tvoje so skrbi, mamica moja, mamica moja. Ljubi, res te iz srca, ti zaklad si mi sveta, dražja si mi od zlata, mamica moja, mamica moja. In ljubezen za gorko, ki žrtvuješ mi jo vso, srčna hvala naj ti bo, mamica moja, mamica moja. Zdaj gremo še eno ljudsko, prišla bo pomlad. Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, da bi zdrav vesel, lepe pesmi pel, tako, tako. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli, bravo. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. Pridite k nam. Prišla kukovca, drobna ptičica, mi bo kukala in prepevala, kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tako luštno bilo. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tako luštno bilo. Hvala lepa. Midva sva Mirjana in Milan in živijo v kraju Šmarje Sap. Imamo dva odrasla otroka, hči in sina, in imamo dva sončka, Viktorja in Olja, in jim tako prepevamo in tudi kakšno pesem iz našega dotika ali pa pesniške zbirke Zati tudi preveremo. Hvala lepa. Malo počakaj.
No, tole je ena mala. Hvala vam vsem, da ste bili. No. Zdaj bi pa prosil še Olgo pa Vlasto. Ja, še imamo tu za gospe nekaj. Ja. Evo. No. Pa še eno malenkost, tole naše knjige. Ja. Tako. Ja. No. Franci, zdaj si pa ti na vrsti. Ja. Tako. No, daj, Franci, stopi do mene. Sej, Franci, zdaj boš kaj povedal ali nas boš popeljal po razstavi, pa boš tam razložil? Jaz nisem navajen veliko govoriti, prvo bi se zahvalil obema gospema z čudovitim govorom, zdaj vas pa kar vabim tja. No, potem se pa dobimo v galeriji, pa bo Franci malo razložil svoje ustvarjanje. Hvala vam, no, da ste prišli, da ste tako polepšali tale lep dan. Pa se vidimo. Hvala.